Pozdravljeni v današnji oddaji TLM. Začeli jo bomo v vesolju, končali pa trdno na Zemlji, ki jo prav zdaj preletava 50 metrov velik asteroid, ki se našemu planetu približuje na manj kot 28.000 kilometrov. Gre za rekordno bližnje srečanje s tako velikim asteroidom od začetka sodobnih meritev, a možnosti trčenja ni. Ob tem pa naj dodam, da je Rusijo danes zajel dež meteoritov in poškodoval 725 ljudi. No, o tem zanimivem dogodku bomo govorili z današnjim prvim gostom, doktorjem Igorjem Žiberno. Lep pozdrav. Dober večer. Morda najprej čisto preprosto vprašanje, ker gre za dva pojava danes, kakšna je razlika med meteoritom in pa asteroidom? Moram priznati, da je v astronomiji precej ohlapno razlikovanje med dvema telesoma. Seveda se razlikujejo, torej glede na orbito, predvsem pa glede na sestavo. Zdaj, če se pogovarjamo o meteoritih, potem se pogovarjamo o pretežno kamnitih telesih, ki so neka zmes peska, kamnov in pa ledu. Pri asteroidih gre pa v glavnem za trda telesa, se pravi v glavnem za kamnita telesa, sestavljena iz spojin z silicijem, ogljikom, pa tudi seveda železom. Če se vrnem samo malo nazaj na meteorite, lahko bi rekli, da je čez 90% meteoritov takih, da so pretežno kamniti, okoli 7% je pa železnih. Eden od takih recimo je padel pred 50.000 leti na Arizono in ustvaril ta znameniti Beringerjev krater. No, ampak če se pogovarjamo o razlikah med dvema telesoma, torej bi lahko rekli takole zelo poenostavljeno, prvič velikost, asteroidi so običajno veliki, torej dosti večja telesa, po drugi strani pa asteroidi nimajo ledu, zaradi tega ne zažarijo tako zelo oziroma niso tako svetli kot recimo meteoriti, ki se takrat, ko se približujejo Prisončju, prično izhlapevati vodno paro oziroma led in ustvarijo tako imenovano komo, ki seveda potem ustvari to oziroma pravzaprav pomeni to, da je ta meteorit, ko leti mimo Sonca, bistveno svetlejši. S katerimi imamo pravzaprav več opravka? No, če se pogovarjamo o tem, kar mi vidimo v naši atmosferi, potem zanesljivo z meteoriti. Torej, z telesi, ki letijo skozi našo atmosfero, pri tem zaradi trenja seveda zažarijo. Naj povem, da ti svetlejši meteoriti lahko dosegajo magnitude tam tudi -8 stopnje ali pa še več, kar pomeni, da ustvarjajo celo senco. Torej, sam sem bil priča recimo letom takih velikih teles skozi atmosfero, ki so sredi noči praktično tako zažareli, da so ustvarili senco. Se pravi, nekaj podobnega, kot bi recimo ustvaril sij Lune. No, mi se zdaj vrnemo k asteroidu. Čez 5 minut, torej oziroma 5 minut po koncu naše oddaje, ga bo moč že videti. Kje ga boste opazovali? Res je, takrat bomo v astronomskem društvu Orion na Pohorju opazovali mimolet tega telesa, zdaj kolikor nam bo to seveda dovoljevalo vreme. Po naključju nekje ravno v tem času, ko leti to telo mimo Zemlje oziroma ko je najsvetlejše, takrat bo njegova magnituda 7,4 približno po oceni, kar pomeni, da bo to telo vsaj teoretično vidno skozi dobre binokularje, torej skozi navadne lovske daljnoglede. Torej, od takrat naprej, nekje od vzida naprej se bo to telo pomikalo najprej skozi ozvezdje vodne kače, potem device, Berenikinih kodrov, letelo bo tja proti velikemu medvedu in potem proti zmaju in na koncu končalo tam nekje v jutranjem mraku že v ozvezdju žirafe. Sij bo seveda padal, tako da bo najbolj ugoden čas za opazovanje prvi del noči, se pravi takoj po vzidu, in sicer bo vzid tam nekje v severovzhodni smeri, se pravi, rečemo generalno bolj proti vzhodu je potrebno upreti svoj pogled. Moram pa reči, da bo, vkolikor bo to telo zelo lepo vidno ustvarilo pravo predstavo, namreč letelo bo skozi eno znamenito jato galaksij v Devici in Berenikinih kodrih, tam mimo M98, mimo M99 in 100, potem skozi eno razsuto kopico tudi v Berenikinih kodrih, tako da nam bo dejansko, vkolikor bo to seveda vidno, torej ustvarilo eno lepo predstavo. Tole me zanima, glede na to, da so orbiti sateliti, ali bi lahko tale asteroid kakorkoli vplival na satelite, ki so v vesolju? Torej, teoretično bi lahko sicer prišlo do trka, ampak glede na to, da bo Kaj pa kakšne motnje, recimo? Zanimivo vprašanje. 50 metrov veliko telo bi težko ustvarilo recimo kako tako
večjo motnjo recimo v orbiti satelita. Tako da, kar se tega tiče, malo možnosti. Je pa nekaj drugega možno, oziroma tu bodo pa tudi astronomi na nekaterih observatorijih na Zemlji tudi opazovali. Namreč, mi smo bili vedno vajeni tega, da so asteroidi vplivali na Zemljo, takrat, ko so padli. Tokrat bo pa se morda zgodilo nekaj zanimivega, čemur bomo pravzaprav priča prvič. Namreč, da bo gravitacijsko polje oziroma preprosto gravitacija Zemlje vplivala nazaj na asteroid, torej večje telo na zelo malo in ustvarila ene manjše potrese. Zakaj je pravzaprav to zanimivo? Asteroidi, ko letijo skozi vesolje, namreč zaradi vpliva sevanja, torej v različnih valovnih dolžinah, ultravijolično sevanje in tako naprej, preperijo. In to pomeni, da se na asteroidih ustvari nekaj centimetrov debela plast prepereline, ki je temnejša. Vkolikor bi se zgodilo to, da bi Zemlja za svojo gravitacijo lahko vplivala na te asteroide in ustvarila neke pretrese, bi se morda kakšni kosi te prepereline odluščili in bi seveda albedo tega asteroida postal večji, kar bi se pa videlo na siju tega asteroida. Tako da o tem bomo pa lahko več govorili seveda mogoče v naslednjih dnevih, ali se je to potrdilo ali ne, ampak v glavnem nekaj observatorijev pripravljenih na to vrstna opazovanja. Tako da temu bomo pravzaprav priča prvič. Tole me še zanima, prinesli ste nekaj aparatur zraven, za kakšne gre? Torej, tukaj imamo en tak povprečen teleskop, 9,25-inčni Schmidt-Cassegrain teleskop. V društvu imamo sicer še bistveno večje, ampak ta teleskop je zanimiv zaradi tega, ker ima krajšo optično cev, torej je bolj priročen za transport, sicer gre pa za precej kakovosten izdelek, ampak tega smo prinesli takole samo za ogled danes seboj, namreč ta teleskop bo neprimeren za današnje opazovanje leta asteroida. Zakaj? Zaradi tega, ker pri povprečni povečavi je zorno polje, ki ga vidimo skozi tak teleskop, tak malo večji teleskop, približno 1 stopinjo. To telo, torej ta asteroid 2012 DA14, tak malce dolgočasno ime ima, se bo pa v perigeju gibal precej hitro in sicer tam reda velikosti 0,7 ločne stopinje na minuto. Da mogoče gledalce malo pojasnim, kako velika hitrost je to. Mi vsi vemo, kako velika je Luna, recimo polna Luna, ko jo vidimo na nebu. Njen premer je, če ga izrazimo v kotnih enotah, približno pol kotne stopinje. No in ta premer Lune bi asteroid v času perigeja preletel praktično v manj kot 1 minuti, približno 40 sekundah. Tako hitro se bo gibal. Se pravi, skozi eno tako zorno polje bi lahko asteroid opazovali zgolj 1 minuto. No, ampak, da bi se pa izognili tem težavam, bomo pa oziroma opazujemo v društvu z optičnimi napravami, ki imajo pa malo manjšo povečavo. No, prinesel sem seboj en tak lušen aporefraktor. To je v bistvu v osnovi tak teleskop, kot ga je uporabljal že Galileo Galilei pred dobrimi več kot 400 leti. Dokaj solidni izdelek, ampak zorno polje tega teleskopa je bistveno večje. Mi bomo tak teleskop uporabili za fotografiranje oziroma za snemanje, no in glede na to, da je goriščna razdalja 400 mm, bo tukaj recimo pri snemanju recimo z enim Canonovim DSLR fotoaparatom reda velikosti nekaj stopinj, tako da bo odvisno pač od tega, kako hitro se bo gibal asteroid. Torej v perigeju bo seveda potrebno hitreje popravljati teleskop, takrat, ko bo pa malo bolj oddaljen od Zemlje, bo pa to seveda potrebno početi malo redkeje, ampak v glavnem take male naprave so v tem primeru, ko se tako telo giblje zelo hitro, primernejše za opazovanje. Še zadnje vprašanje. Čas hitro mineva ob tej zanimivi razlagi. Kdaj bo naslednji asteroid, ki ga bo mogoče opazovati in ki bo hkrati vsaj približno tako blizu Zemlje? No, zdaj glede na to, da je bilo do zdaj napovedanih, mislim, da sem preštel že enih 160 definitivnih koncev sveta, bom z tem, kar bom zdaj povedal, morda dal kost tistim, ki pričakujejo naslednji konec sveta. Namreč
zanimivo, v petek 13. aprila 2029, torej bo mimo Zemlje letelo nekoliko večje telo, torej asteroid Apophis, ki ima premer tam malo manj kot 300 metrov. Zdaj seveda ne kaže, da bo to telo zadelo Zemljo, šlo bo mimo, ampak pri naslednjem mimoletu se pa utegne zgoditi, da se bo njegova orbita spremenila, nekoliko spremenila, ampak zaenkrat nič ne kaže, torej, da bi lahko govorili o definitivnem trku z Zemljo. Namreč, če bi hoteli, da bi v Zemljo trčilo telo, ki bi ustvarilo planetarne posledice, bi to telo moralo biti veliko vsaj 2 km. To so pa manjša telesa, tako da tudi če bi padlo, bi to telo potem padlo nekje na poti od Kazahstana, Mongolije, jugovzhodne Azije, Tihega oceana preko Srednje Amerike. Teoretično bi se ta pot lahko končala nekje v Srednjem Atlantiku, ampak zaenkrat kaj takega ne kaže. Igor, najlepša hvala. Ravno kar tečejo posnetki današnjih dogodkov v Rusiji. Zdelo se mi je, da bodo v režiji pustili še nekaj trenutkov, baje je ta posnetek tudi po zvokovni plati izredno zanimiv. Še več jih je in v prihodnjih dneh bo verjetno na spletu še kaj. No, je že tako, da nekaj iz vesolja prileti proti Zemlji, nekaj pa iz našega planeta pošiljamo tudi v ta prostor mi. Zemeljska orbita je žal polna odpadkov, ki lahko ob trku uničijo delujoča vesoljska vozila. No, Evropa se je opremila z novimi pripomočki za njihovo odkrivanje. Ces images ont été prises le 24 décembre 2011 par une famille dans le sud de la Belgique. Cette traînée lumineuse est passée dans les ciels français, belges, allemands pour s'éteindre ensuite en Russie. Ni étoile filante, ni météorite, il s'agissait en réalité de débris d'une fusée russe Soyouz. Boulons, bouts de tôle et autres restes de fusées et de stations spatiales ou encore des satellites entiers sont des débris de l'espace. Ils peuvent rester en orbite des siècles, voire des millénaires, avant de se désintégrer dans l'atmosphère ou très rarement d'atterrir sur Terre, comme ces photos le prouvent. Nous avons rencontré le député tchèque Vladimír Remek, ancien cosmonaute. To velký problém mnoho let. V současné době se uvádí, že je více než 50 zemí, které participují na vesmírných programech, to jest vypouští umělá tělesa. Des 6000 satellites lancés depuis Sputnik en 1957, environ 800 sont actuellement actifs. La Terre est donc entourée par un grand nombre de vaisseaux spatiaux désaffectés. Ces débris peuvent alors entrer en collision avec des satellites actifs et endommager par conséquent une vaste gamme d'activités commerciales et civiles. Voyages, transport, télécommunications, technologie de l'information et la radiodiffusion pour n'en nommer que quelques-uns. Evropská unie na základě vesmírných technologií neboli satelitních technologií, řekněme, dělá více než 10% HDP. Ale cesta vede také tím směrem, aby se státy a hráči na tomto poli domluvili. Některé systémy by mohly sloužit jako jeden pro všechny, třeba meteorologické nebo spojovací nebo telekomunikační satelity, ale je jich příliš mnoho a mnohdy se dublují. Mais il faut aussi surveiller les débris spatiaux existants, afin d'éviter autant que possible des collisions avec ces satellites actifs. Tel est le travail au quotidien d'une équipe de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, située dans son centre d'opération à Darmstadt, en Allemagne. Our current information source, the major information source, is from the US Space Surveillance Network. They track anything which is up there larger than 5 to 10 centimeters in low Earth orbits and larger than 30 centimeters to 1 meter in the geostationary ring, which is about 35,800 kilometers away from us. De son côté, l'ESA a commencé à acquérir ses propres méthodes de détection des débris spatiaux. ESA's Space Debris Telescope is a 1 meter size telescope, a very sensitive telescope that is located in the optical ground system in Tenerife on the Teide Mountain in 2,400 meters altitude. Its role is to observe the geostationary ring and to detect objects of very small size. It is sensitive, it has 10 cm diameter. Mais pour atteindre une couverture complète des objets dans l'orbite géostationnaire, il faudrait au moins 3 télescopes de ce genre bien répartis sur la longitude. Ce qui pourrait peut-être bientôt arriver, puisqu'avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne fin 2009, l'espace est entré dans les compétences de l'Union. Aktivita Evropské unie řekněme,
zřízení nebo jaksi ustanovení nějakého kodexu vesmírného je aktivita správným směrem a je velmi dobře, že USA deklarovali, že se k tomu chtějí připojit. To je velmi dobře. Parmi les priorités de la nouvelle politique spatiale de l'UE, place à un système européen de veille situationnelle dans l'espace. Objectif, protéger les infrastructures spatiales contre les radiations solaires, les astéroïdes et les débris spatiaux. V petkovi oddaji TLM si bomo vselej ogledali, kaj zanimivega se dogaja po svetu. Tako bomo spoznavali različne ljudi, kraje, običaje in jezike tega sveta. V današnjem pregledu se bomo ustavili na 4 celinah in pogledali, kakšne novosti se obetajo v priljubljeni družabni igri Monopoly, kako se izogniti stresu, za konec pa vam ponujamo še 2 krokodilji zgodbi. Ljubitelji igre Monopoly, pozor! Spletna anketa v 185 državah je odločila, da bo igra dobila novo tekmovalno figuro. Nepriljubljen nikalnik bo zamenjala mačka, ki je slabo tretjino glasov zmagala na spletnem glasovanju. Nikalnik je bil med 8 figurami, ob dirkalnem avtu, vojni ladji, klobuku, samokolnici, čevlju in naprstniku ter psu najmanj priljubljen. Zato se bo, čeprav je v igralnem kompletu od leta 1930, letos od igre poslovil. Mačka v spletnem tekmovanju premagala robota, kitaro, helikopter in prstan. Še to, Monopoly naj bi igralo več kot bilijon ljudi. Igra se prodaja v 111 državah in je prevedena v 43 jezikov, na voljo pa je tudi v digitalni obliki. Na Dunaju je vrata odprl spalni studio, namenjen pa je vsem, ki iščejo zatočišče pred stresno službo. Za 11 € lahko obiskovalci studia za 30 minut ležejo v posebne počivalnike, skrbno izbrana klasična glasba pa jim pomaga do spanca. Studio ponuja 6 različnih počivalnikov. Glasnost glasbe pa je odvisna od obiskovalčevega dihanja. Bolj ko je dihanje normalno, glasnejša je glasba. Es ist eigentlich wie ein neuer Tag. Man hat danach das Gefühl, als wäre man gerade eben aufgestanden und der Tag beginnt. Po počitku se obiskovalci pred vrnitvijo na delo okrepčajo še s hrano in pijačo. Niemand fährt mehr nach Hause zum Mittag. Das funktioniert nicht, das geht sich nicht mehr aus, zeitlich nicht und auch beruflich in vielen Situationen ist es nicht möglich. Daraus ist unsere Idee entstanden, zu sagen, wir bringen das Wohnzimmer und das Schlafzimmer zu den arbeitenden Menschen nach Wien. Novi studio deluje šele kratek čas, kljub temu pa lastnik upa, da ga bodo od stresa utrujeni ljudje vzeli za svojega. Krokodil na kolesih. Ljubitelj motorjev iz Indije je sestavil motorno kolo, ki spominja na krokodila na kolesih. Mehanik Kumar Mehta je s svojo kreativnostjo in znanjem želel narediti vtis na obiskovalce svoje delavnice in prijatelje. Tako je nastal motor, ki je videti kot krokodil, v njem pa se lahko pelje 10 ljudi. Za predelavo navadnega motorja v motor krokodil je potreboval 9 mesecev. Celoten podvig, tudi nakup motorja in predelava, pa je stal $1000. ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਥੱਲੇ ਬਾਈਕ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ 3000 ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ? ਸਰ ਇਹਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ 45000 ਰੁਪਏ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਤਾ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। Skoraj 4 metre dolgo in dober meter široko vozilo tehta 210 kg. V krokodiljem gobcu se skrivajo žarometi. Iz karbonskih vlaken oblikovana vrata pa omogočajo vstop vozniku in potnikom. Mehta je svojo stvaritvijo skušal izdelati družinsko prevozno sredstvo, ki hkrati porabi malo goriva. Današnji petek in jutrišnja sobota sta v znamenju informativnih dnevov, tudi za dijake. O študentih smo v naši oddaji že govorili. V tokratni pa pozdravljam magistrico Tanjo Bezič. Dobar dan. In ravnatelja Trgovske srednje šole Alojza Veličkega. Tudi vam lep pozdrav. Lep pozdrav. Vi prihajate iz šole, pa morda najprej prvi odzivi. Kako ste zadovoljni z današnjim obiskom na informativnem dnevu na Trgovski šoli? Ja, na naši šoli nismo najbolj zadovoljni z odzivom, seveda. Ampak moram reči, da smo tega nekako že kar vajeni, da v prvem krogu seveda veliko otrok in pa staršev ne pride k nam, na koncu pa seveda še kar nekako napolnimo oddelke, ampak to se zgodi predvsem v poletnih mesecih, torej smo predvsem njihova druga izbira.
Koliko imate razpisanih mest za dijake v prvem letniku prihodnjega šolskega leta? Razpisanih mest imamo 150 v 5 različnih programih. Računamo, da jih bomo verjetno tudi nekako uspeli napolniti, kar nam je še vsako leto nekako uspelo. Vi na šoli nimate nobenega gimnazijskega programa, torej gre v glavnem za poklice. Kakšno je zanimanje mladih za poklice? Ali je zadostno oziroma jim lahko vi s svojimi programi omogočite dober poklic in hitro zaposlitev? Ja, mi imamo kar specifične poklice, torej zaposlujemo oziroma izobražujemo za največjo gospodarsko panogo, za trgovino. To je program trgovec, prodajalec, administrator, to sta srednja poklicna programa, potem sta tukaj pa 2 strokovna programa, ekonomski tehnik in pa aranžerski tehnik. In dejansko vsi ti poklici so dokaj zaposljivi, predvsem trgovec, zanimivo. Torej, povpraševanje na trgu je dokaj veliko, ampak seveda veliko dijakov, ko konča pri nas šolanje za trgovca, konča z zaključnim izpitom, se potem seveda odločijo ne za zaposlitev, ampak ponavadi se izobražujejo naprej v programu ekonomski tehnik, torej gre za nadaljevanje 3+2, kot mu radi rečemo, oziroma gre za poklicno tehniško izobraževanje. Tako da dejansko v 5 letih pridejo do 2 poklicev, potem pa zopet ponavadi ne v službo seveda, ampak dalje v študij, čeprav nekateri se pa tudi zaposlijo. Možnosti za to prav gotovo imajo. Gospa Tanja, v čem je pravzaprav največja težava, da se vse manj mladih odloča za poklice in jih kasneje tudi opravlja? Ja, jaz moram reči, če spremljamo dogajanje, predvsem vzamemo recimo v Evropi, se prav vsi bolj ali manj srečujemo s podobnim problemom. Mladi se odločajo za, nekako bi rekla, morda tudi za več izobrazbe, pri čemer pa seveda zelo tvegajo, da ne bodo mogli hitro dobiti zaposlitve. Tako da je trend v Sloveniji približno takšen, bi rekla, kot je tudi v drugih evropskih državah. S tem, da morda pri nas tudi zaradi razmer, predvsem v sedanjem času, v resnici tudi za mnoge poklice ni zaposlitev. Ampak zadnje ugotovitve kažejo, da tudi že mladi z diplomami, torej terciarnega izobraževanja, čakajo na prvo zaposlitev tako dolgo kot tisti, ki končajo recimo srednje, strokovne ali pa tudi poklicne šole. Včasih je bilo namreč drugače. Mislimo, tudi ko sprašujemo mlade, da preprosto verjamejo, vsi mi verjamemo, da več izobrazbe pomeni tudi več priložnosti v življenju. Pa jih dejansko? Zdaj trenutno zgleda, da ni tako. Zdaj trenutno so določeni poklici, v katerih seveda lahko sorazmerno hitro dobimo delo, ali že pred koncem, ali v 6 mesecih, medtem ko mnogi poklici, recimo srednjih strokovnih šol, razen tehniških smeri, ali pa celo z diplomami, pač vsi ti poklici ne omogočajo hitre zaposlitve. In vsak četrti, kot veste, vsak četrti celo s terciarno izobrazbo, torej z diplomami višjega in visokega šolstva, čaka na prvo zaposlitev že več kot 1 leto. Povejte mi, imamo dejansko preveč gimnazij oziroma gimnazijskih programov? Ja, programov gimnazijskih imamo, ne vem, morda jih imamo celo premalo, različnih gimnazijskih programov, ampak vpis v gimnazije pa res zelo narašča ali je naraščal. Nekako se pa zdaj že stabilizira. Gibljemo se tam nekje med 35 do 40%, pri čemer so določeni deli Slovenije takšni, da je čez 40% mladih vpisanih v gimnaziji, recimo srednja slovenska regija, medtem ko naša regija je nekoliko tukaj, bi rekla, na slabšem ali na boljšem, kakor želite, jih je nekoliko manj kot 40%. Pri nas je zelo močno v tej podravski regiji, kako bi rekla, nadpovprečen delež razpisanih programov je vendarle za srednje strokovno in poklicno šolo. Morda samo na kratko, koliko oziroma kateri so ti deficitarni poklici? Ja. In koliko je recimo takih programov, ko pravzaprav sploh več ne izobražujemo za določene poklice, ko so bili enostavno ustavljeni zaradi premalo vpisa? Ja, so nekateri programi, recimo se spomnim v usnjarski stroki, tudi
tudi kakšni drugi. Pojavili so se pa novi programi, nekateri programi z novimi imeni, mladi jih ne poznajo, to je tudi en problem, nekaterih poklicev ne poznajo in potem tudi Kdo bi moral skrbeti za njihovo promocijo, da bi jih mladi enostavno bolje spoznali? Ja, jaz mislim, da tukaj moramo narediti vsi korak naprej še. Mnoge smo naredili. Zavod za šolstvo se pravzaprav s promocijo poklicev manj ukvarja, s tem se predvsem ukvarja Center za poklicno izobraževanje. Tudi mislim, da je tudi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje skupaj s Centrom za poklicno izobraževanje in tudi zavodom in s šolami naredil kar nekaj korakov v pravo smer zadnja leta, recimo. Se so tudi posebni filmi posneti na to temo, to bo moj poklic, kjer so daljše oddaje o posameznem poklicu. Res pa je, da šole, torej šolski sistem, osnovna in srednja šola, oba nivoja sistema bi morala tukaj še veliko bolj konkretno, veliko več konkretnih aktivnosti v tej smeri peljati, da bi se poklic populariziral. Na silo pa nič ne gre, na silo pa nič. Se strinjam. Ob koncu tega našega pogovora, jutri je sobota, kaj pričakujete od jutrišnje sobote? Zelo na kratko, prosim. Koliko otrok, recimo? Jaz verjamem, da bodo seveda še prišli, ali bo ta številka sedaj 20, 30, 50, bi težko rekel, ampak zagotovo bodo prišli. In tisti, ki se bodo odločili za našo šolo, verjamem, da bodo z nami tudi zadovoljni. Mi bomo naredili vse, tako za njihovo zadovoljstvo, kakor staršev oziroma celotne slovenske javnosti. Samo tole še mi povejte, so ti vaši programi dovolj atraktivni, če smo že o tem govorili, da lahko pritegnajo bodoče dijake? Ravno o tem je govorila prej gospa Bezičeva. Verjetno je ravno v zadnjem času trend tisti, ki gre v drugo smer. Čeprav jim dajemo možnost zaposlitve, recimo, ponujemo jim dejansko možnost prakse, potem tudi štipendij in vsega ostalega, kar je s tem povezano, ampak očitno gre trend v nekoliko drugačno smer. Še ostajamo v šolstvu. Ob 150-letnici mariborske 3. gimnazije se bodo do konca leta zvrstili številni dogodki. Prav je, da nekatere opozorimo že danes. Že sredi januarja pa so nekdanji dijaki skupaj z nekdanjo profesorico pripravili gledališko predstavo Krevnov padec. V teh dneh pa si na stopnišču gimnazijske stavbe lahko ogledate bogato razstavo o zgodovini šole. Uvod v praznovanje 150. obletnice 3. gimnazije Maribor je bila gledališka predstava v Amfiteatru Pedagoške fakultete. Antična drama Krevnov padec je zanimiva predvsem zato, ker jo je pripravila nekdanja profesorica Tatjana Radonič-Kranjec skupaj z nekaterimi nekdanjimi dijaki. Ta predstava mi pomeni nekako resnično vračanje v tisto preteklost, ko sem bila profesorica, ko smo se vsi učili drug od drugega. Kot dolgoletna profesorica slovenščine in književnosti je Tatjana Radonič-Kranjec pustila velik pečat na 3. gimnaziji Maribor, kar dokazuje njeno ustvarjalno delo tudi po upokojitvi. Odnos med profesorico in nekdanjimi gimnazijci je po toliko letih gotovo bolj sproščen, hkrati pa obogaten z nostalgijo. Tu je pomembno vlogo odigrala profesorica Tanja Radonič, ki me sicer ni nikoli učila slovenskega jezika, je pa bila toliko proaktivna, da je poskrbela za to, da smo gimnazijci takrat preživljali kvalitetno svoj prosti čas. Čas poldrugega stoletja pa je ujet tudi v razstavo na stopnišču jubilantke. Avtor razstave, sicer profesor na 3. Vladko Horvat, je ob pomoči kolega Jureta Mačka iz Pokrajinskega arhiva Maribor gradivo zanjo zbiral nekaj let. Najpogostejše gradivo šolsko so predvsem matični listi oziroma matične knjige, glavne knjige, v katerih so napisani po abecednem redu vsi učenci, ki so obiskovali v določenem obdobju šolo. Tega materiala se v 150 letih ogromno nabralo in že sama selekcija, recimo kaj narediti, pa že sama obdelava tega materiala, ki je pogosto v zelo slabem stanju, je pač zahteva precej truda. Vedno si našel nekaj zanimivega, vedno se našla tudi kakšna zanimiva fotografija, vedno se našel kak zanimiv zapis. Na razstavi se lahko med drugim sprehodimo skozi podobe različnih šolskih poslopij, v katerih je skozi desetletja domovala šola, in razbiramo odnose s fotografij utripa vsakdanjega šolskega življenja. Ravno tako so včasih, primer imamo tudi na razstavi, en dokument prikazuje štrajkali dijaki 4. letnika,
En dijak je celo tragično končal svojo življenjsko pot zaradi slabe ocene pri enem izmed predmetov, tako da so bili zelo podobni dijakom, kot jih poznamo danes. Izobraževanje izobraževalcev, ustvarjalcev in oblikovalcev svetovnega nazora mnogih generacij je bilo skozi čas podvrženo stalnim spremembam. Izzive pa so prinašale tudi spreminjajoče se državne ureditve in politični sistemi. Dijaki oziroma učenci, ki so se izobraževali iz učitelje, so najbolj v vseh obdobjih občutili ta ideološki pritisk oziroma pričakovanje vsakokratne oblasti, kakšen naj bi bil učitelj, profesor v takratni politični ureditvi. Eden izmed vrhuncev praznovanja obletnice 3. gimnazije Maribor bo vsekakor junijsko medgeneracijsko srečanje gimnazijcev in tistih, ki se jih je šola kakorkoli in kadarkoli dotaknila. Tako cenjeni in cenjeni, upamo, da vam ni bilo pretirano dolg čas, da vas je pritegnila kakšna zanimiva zgodba današnje oddaje Tele. Na snidenje že v ponedeljek, ko bo z vami kolega Zoran, v svojo družbo pa vas vabim znova čez teden dni, torej prihodnji petek. Lep konec tedna vam želim.